Ko smo danes zjutraj odrinili iz Izolske marine, je sonce že poškililo izza slavnika. Po nekaj minutah plovbe smo naleteli na prvega ribiča, Julijana Sinkoviča, ki si je pred dnevi pozornost javnosti prislužil z neizpolnjevanjem obrazcev, zaradi česar mu je grozil celo zapor. Z ulovom danes ni bil zadovoljen z državno birokracijo, prav tako ne. Papirjo, 10krat preveč. Poglejte barko, kakšne, jaz moram 4krat na dan pisati. Precej bolj zadovoljna je bila skupina 12 ribičev, ki so v Piranskem zalivu iskali ciplje, v stoječe mreže pa ulovili pol tone prvovrstne bele ribe. Zaslužek bo kar dober, a so takšna jutra bolj redka. Šli smo na ceplje, smo iskali in pol smo videli, da ceplov ne, da je sam po dnu ta bela riba, kot ste čuli, orade pa riboni, kak šor pa kašpar. Kakšnih 500 metrov od Piranskega rta Madona smo ujeli Zvonimirja Mičiča, ki mu je ciplje le uspelo najti, a jih je bilo le kakšnih 10 kilogramov. Še precej več truda sta za skromen ulov vložila mlada ribiča Vito in Sabina, a ljubezen premaga vse napore. Ja, vsak dan zgleda tako, da zjutraj ob 6 štartamo in nas ni cel dan do večera, do nekje 8 pridemo nazaj. Kolikrat recimo vržete mreže in kolikrat potegnete ven? Nekje 4 do 5 na dan. A tedaj se delo šele začne, poudari Vito, ki prihaja iz ribiške družine z dolgo tradicijo. Če mogo ribo poprati, zvagati, polediti, normalno, to je kar moje delo, zapisati loton številko, kile, etikete, deklaracije, dobavnice, ladijski dnevnik. Vse skupaj vzame kar nekaj časa, ob dobrem ulovu nič ni težko. Če pa se v mreži znajde le nekaj majhnih molov, razlogov za veselje ni, bo pač jutri bolje. Ribiška sreča je opoteča, pravijo.